Hej in dobrodošli nazaj na kanalu. Danes bom naredila en make-up look po 100 letih. Dobila sem en kup novega make-upa, tako da se bom malo poigrala z novimi izdelki. Pred vrati je Valentinovo. Plus, glede na to, da sem zadnje dni predvsem v trenirkah / pižamah, mislim, da bo cool sprememba, da iz tebe naredim cute senjorito. Yes. Tako da, without further ado, let's start. Da vam pokažem novega člana, kateremu ste zglasovali ime. Danes prvič snimam s Tončijem. Spoznajte Tončija. To je nov mikrofon. Zdaj sicer ne vem, če je v redu, da ga tako obračam, ko se snimam. Nov mikrofon za boljši zvok. Kaj je Tonči? Povedal mi je, da je izredno ponosen in počaščen, da je lahko v vaši družbi, tako da tipičen moški. Tonči. Roke so razkužene, dotikali se bomo obraza. Prva stvar, ki jo bom nanesla, je tale fantastičen primer od Miše. Noter ima zlate delce. To ni sam primer, ampak tudi navlaži kožo in jo fajn tako pripravi s tako teksturo, ki je malo sticky za pudrček, ki sledi. Naslednja stvar je podlaga. Danes bom nanesla dve podlagi, čisto zaradi tega, ker je ena presvetla, druga pretemna. Prva podlaga je Fenty Beauty, druga podlaga je Catrice True Skin, tudi zelo fajn. Podlaga checked. Gremo naprej na korektor. Našla sem nov najljubši korektor od znamke Catrice, Camouflage. Moj je v odtenku 015 Honey. Noro prekriven. Prekrije vse od brazgotin, tatujev, žilc in pa hkrati je tak fajn prijeten občutek, ker je zelo tak lahek in pa tanek na koži. Priporočam, ni drag. Malo se bom pomatirala, čisto zato, da se ne bo tole premikalo po obrazu. Vzamem od Fenty Beauty njihov blotting powder. Kljub temu, da nismo delali make-upa že 100 let, se nekatere stvari niso spremenile. Še vedno imam rada svoje obrvi izrazite, močne, poudarjene. Tako da bom uporabila senčko od LA Girl. Upam, da ste v redu, ljubčki, da dobro preživljate to neskončno karanteno. Meni se zdijo kakšni dnevi kar tako. Ne vem, kjer dan je. Zbudim se brez motivacije. Ne vem, kaj bi sama s sabo. Pol se opomnim, da saj bo boljš, saj bo minil, ampak res traja vse skupaj predolg. Presežem, da kakšne dni sem ponosna na se že sam, da skuham kosilo ali pa zložim posodo iz stroja pa v stroj. Si rečem, ok, leči, ok, nekaj si pa naredila. Na obrveh nisem bila sigurno že 2 meseca, ker so seveda saloni zaprti, tako da si jih probam oblikovati sama doma, kakor pač gre. Tako da, če nista obe BP, ne jim zameriti, trudita se po svojih najboljših močeh. Tudi njima ni enostavno v tej karanteni. Ne. Ok, še malo jih fiksiram s tole maskaro za obrvi od znamke Miša. Vse izdelke bom polinkala spodaj, ki sem jih uporabila. Znamka Miša je super znamka, zaradi tega, ker je izredno kvalitetna. Gre za korejsko blagovno znamko in pa meni je všeč zaradi tega, ker so vsi njihovi izdelki malenkost drugačni od ostalih izdelkov, od ostalih blagovnih znamk. Tako, imajo eno svojo posebnost, rdečo nit, tako da meni ful odgovarjajo. Korejci tak delajo vrhunsko kozmetiko. Alright, gremo naprej na naše učke. Poigrala se bom z novo paletko, tudi ta je od znamke Miša. Eye Color Point. Oh my god, ne znam več odpirati palet. Gre za 9 čudovitih senčk, vse od svetlih do najtemnejše. Malo imamo bleščic, malo imamo mat senčk, tako da jaz bom danes probala narediti take lepe, ne preveč crazy učke. Tukaj imam pa tudi 2 nova svinčnika. V bistvu gre za senčke v svinčniku. Ena je mat, druga je z bleščicami, obe sta pa taki čokoladni, izredno pigmentirani in pa kremasti. Najprej pograbam tole almond senčko,
ki je taka metalik čokoladna, ima čist drobne bleščice in jo nanesem na zunanji kotiček svojega očesa. Vesela bom, če mi boste v komentarju zapisali, s čim se zamotite, s kakšno pozitivno stvarjo, če ste prebrali kakšno dobro knjigo. Jaz sem opazila, da imam zdaj mogoče malenkost več časa za branje, tako da, če že iščemo pozitivne stvari v tej karanteni, iglo v senu, je pol to recimo, da ena od teh stvari, da Leči več bere. Drugače pa blazno pogrešam ta občutek svobode, da se lahko z nekom zmeniš, da se dobiš odzunaj, na kavi, v shopping centru, da greš v kino, na obisk, kar tako malo se prikažeš oziroma prej najaviš, ampak vseeno iz danes na jutr. Vem, da smo sicer vsi na istem, ampak vseeno mislim, da tole traja čist predolg in da je počas čas, da se zadeve začnejo spreminjati. A ne? A ste z mano? Naslednjo senčko pograbam kar s prstom, Ordinary je odtenek, in jo nanesem s prstom po centru na sredino veke. Seksi. Upam, da bom že cenil tale make-up. Ok, za notranji kotiček bom uporabila to belo senčko, Cotton Box, z roskasto Hard Blossom in jo nanesem v najbolj notranji kotiček. Pograbim najtemnejšo in jo nanesem tik ob trepalnice, sam na zunanji del veke. Vzamem čist čopič in vse skupaj nežno zabrišem v veko. Ok, naslednja stvar bo tale svinčnik, oziroma senčka v svinčniku. Vzela sem mat odtenek, rjavkast, in ga nanesem zdaj v svojo vodno linijo. In pa za zaključek vzamem na čopič, na tak flat čopič, tole almond senčko in jo nanesem po spodnjem loku, po spodnjih trepalnicah, za tak soft, smoky efekt. Maskara od Maybellina Big Shot, Colossal Big Shot. Ena od stvari, na katero sem ekstra ponosna, da sem jo uspela končati, je letošnja šolska kolekcija, torej šolska kolekcija 2021. Tako da, tudi letos bomo imeli nove, sveže motive, novo šolsko kolekcijo, nove dizajne. Sem pa dodala vse izdelke preteklih šolskih kolekcij na svojo stran lepaafna.si. Tako da, poleg izdelkov, ki jih uporabljam v tem videu, boš spodaj dobila tudi link, ki te pelje na stran z vsemi izdelki preteklih kolekcij. Ok? Vse smo tudi malo znižali, tako da so zdaj še bolj dostopni. In če vam je kaj zmanjkalo, kakšnega zvezka, zdaj je čas, da naredite zalogo. Ok, naslednji korak je totalno nepotreben in odvečen korak, ampak če že delam make-up, glam make-up, Valentinov make-up, sexy make-up, če hočete, bom uporabila umetne trepke po 100 letih, dobesedno po 100 letih, ne vem, kdaj sem jih nazadnje imela. Kar bom naredila je, da jih bom prestrigla na 3 dele. 1, 2, 3. In ta sredinski del zdaj zavržem. In kar uporabim sta končka, torej te ene trepke. En bo šel na en kotiček in drug na drug kotiček. Ok, razlika, torej z umetno trepalnico in pa brez, še zmeri ni predivje, tak naraven efekt, kljub temu, da imamo umetne trepke. Kamor je šel bek, ne gre pa še štrk. To je en lušten gorenjski pregovor, no ne vem, če je to lušten, ampak gorenjski pregovor. Uporabila bom contouring paleto za v bistvu zasenčati obraz. Zmešam drugi in pa tretji odtenek in ga nanesem vzdolž svojih ličenc. Malo tudi na čelo. Lasje mi
konstantno nagajajo. V bistvu sem zdaj v eni taki zoprni, smotani fazi, ko si pustim rastati frufru, torej da mi preraste to dolžino sred čela. In pol me bo frizerka spet postrigla na resasto. Tako da zdaj pač čakamo. Če že delamo tak cute Valentinov vibe make-up, brez blusha v roskastem odtenku ne gre. Tole je eden mojih ljubših blusherjev znamke Art Deco. Všeč so mi nasplošno blusherji, ki imajo več odtenkov. Tale ima torej 3 različne, zaradi tega, ker pol se mi zdi, da tako ustvar na ličkih en tak naraven efekt. Pobrišem po vseh, ful je pigmentiran, tako da sem vseeno malo previdna. In ga nanesem na vrh svojih ličenc. Za tak cute-ish efekt. Sploh vas nisem vprašala, kako se vam dopade nov ambient. Rože, že prav džungla. Par dni nazaj sem naložila video, kjer vam pokažem cel studio, tako da vesela bom, če si ga boste pogledali, če si ga še niste. Več ali manj je studio tutto finito, razmišljam sicer še o eni tapeti, malo bi dodala še nekih stvari po steni in pol je to. Bom pa vesela tudi vaših predlogov, tako da spodaj v komentarju mi jih lahko zapišete. Ok, zdaj pa naprej na šminko. Ponudila vam bom 2 opciji, obe varianti sta mi všeč, vi mi boste pa povedali v komentarju, katera se vam bolj dopade. A prav? Ok, najprej nežnejša, uporabljala bom od Essensa lip liner v odtenku Big Proposal, super barvica. In pa mekova šminkica v odtenku Faux, takega satenastega finiša, eno mojih ljubših za vsak dan. Nude z roskastim podtonom. Ok, to je prva opcija, soft, nežna šminkica, naredi celoten videz tak bolj mehek, malo bolj nežen. Druga varianta, malo bolj drzna, malo bolj edgy, sexy, absolutno. Rdeča šminka, taka res polna, močna, bogata rdeča šminka, primerna za Valentinovo. Tale šminka, ki jo nosim na ustih, je mat, tako da primerna tudi za vse besitose. Je od znamke Catrice, Matte Pro Ink v odtenku 090 This is my statement. In to je to, končam z All Nighterjem od Urban Decaya. Še en izdelek, ki ga definitivno ne rabimo, ko smo v karanteni in stay home all the time. Ampak, če se že gremo, saj vemo, se gremo zares. In to je tudi vse, drage moje, od mene za danes. Upam, da ste uživali v lišpanju z mano, v chit-chatu. 100 let že nisem imela full glam make-upa na sebi. Vsekakor pa še, malo za spremembo. Spodaj sicer sem oblečena v trenirko, tako da vide zvara. Bodite fajn, lepo preživite Valentinovo. Me se gledamo že zelo v kratkem. Spodaj pod video bom pustila vse izdelke polinkane, skupaj tudi z izdelki šolskih kolekcij. Tako da check it out in do naslednjič. Ljubčke.